Danes nam nihče ne bo zameril, če bomo komu rekli, da je faca in nas ne bo gledal po strani, kajti dobrodošli na zaključnem dogodku EU face, ki sta ga pripravili Slovenska tiskovna agencija v sodelovanju in sofinanciranju z Evropskim parlamentom. Želimo pa čim več priložnosti približati čim več mladim. Le tako jih seveda lahko mladi izkoristijo, proaktivno delovanje mladih. Narejen tisti korak naprej pa je seveda bistvenega pomena in pravi recept za izkoriščanje teh priložnosti, ki so jim tudi na voljo. Današnja okrogla miza, kot sem že rekla, je obenem zaključek, sklepni dogodek v okviru enoletnega projekta, kjer so bile v ospredju multimedijske zgodbe mladih v Sloveniji, ki s svojim delovanjem izkazujejo priložnosti, ki so na voljo prav mladim. Na tak način smo v zadnjem letu predstavili 22 zgodb o mladih Slovencih, ki so evropske pridobitve uspešno izkoristili za svoje izobraževanje, zdravje, prosti čas, podjetniško idejo ali kak drug namen. Vseh 22 zgodb smo v preteklem tednu dali tudi v spletno glasovanje za izbor naj EU face 2016. Zmagovalno zgodbo, ki je pritegnila največ glasov, bomo razglasili prav sedaj, tako da bomo v bistvu današnji dogodek obrnili na glavo, ker smo prave face, bomo začeli kar s slavjem. Prosim, da se mi pridruži kolega Slovenske tiskovne agencije Peter Penko, ki ima v rokah najprej kuverto, v kateri, kar izvleci Peter, v kateri je spravljeno ime EU face 2016. To je, Peter? Zmagovalka izbora za EU faco je Sabina Đuvelek. Iskrene čestitke Sabini, hvala za bučen aplavz. Sabina je, čestitamo tudi gostje današnje okrogle mize, zato kar prosim, Sabina, da se nam pridružiš. Sedaj pa povabim k mizi še ostale današnje sogovornike, vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, gospoda Klemna Žumra, predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla in podiplomsko študentko komunikologije na Fakulteti za družbene vede Nino Plantan. Lepo dobrodošli in lepo pozdravljeni vsi še enkrat. Takole, zdaj le bomo pa kavarniško, ker smo v kavarni, prijetno poklepetali. Kot sem že na začetku omenila, tudi danes se vidi, proaktivnosti nekoliko manjka v Sloveniji in edina ovira za korak naprej ali pa za odhod v tujino, za iskanje izkušenj v tujini smo si največkrat sami. Težko naredimo, ali pa tudi mladi, predvsem težko naredijo korak iz cone udobja, varnega domačega okolja, kjer je vse znano, kjer nam je vse na razpolago, v okolje, kjer nas novosti čakajo, pa tudi izzivi na vsakem koraku. Sabina Đuvelek, direktorica oziroma strokovna direktorica Zavoda Y, je ta korak naredila, si je upala, je bila pogumna. Sabina želi tudi približati vrednote EU mladim in mlade izobraziti na področju pisanja evropskih razpisov, da se naučijo, kako sploh črpati evropska sredstva. Sabina, ali imajo mladi v Sloveniji dovolj priložnosti za uresničevanje svojih izzivov, pričakovanj, želja, navsezadnje sanj? Moje mnenje je, da je teh priložnosti vsekakor dovolj. Bistveno več, kot jih mladi dejansko izkoriščajo. Tako da je bolj poziv mladim, naj bodo pri svojem delovanju bistveno bolj proaktivni. Informacij je ogromno, tako na spletni strani Evropskega predstavništva, na Movitu, mreža Mama, MSS, veliko informacij se da dobiti in poiskati, katera bi bila nekako prava priložnost, da realiziraš to, kar si nekako zamislil. Je pa na strani mladih, da se aktivirajo in te informacije tudi poiščejo. Tako da to bi bil nekako moj poziv mladim, da naj bodo v tem pogledu proaktivni. To je tudi ena od ključnih vrednot, ki jih Y pri mladih spodbuja. Skratka, neko proaktivnost, da najprej razmislijo o tem, kaj si pravzaprav želijo in potem naredijo akcijski načrt, kako se bodo tega lotili in
grejo v akcijo. Tako. Kaj pa potrebujejo mladi za tisto, se opravičujem izrazu, brco v rit, dobesedno brco v rit. Tudi danes jih pogrešamo tukaj. Izjemna priložnost, da bi spoznali ljudi, ki so svoje izkušnje pridobivali v tujini, ki na njih rastejo, gradijo svojo kariero. Kaj manjka mladim? Kaj je tisto, ki bi jih privlačilo nekje, da bi rekli, ok, zdaj pa grem? Mislim, da je veliko odvisno od tega osebnostnega razvoja posameznika, ker vsak mora dozoreti in pride do tiste točke, ko reče, ok, zdaj sem pa pripravljen spremeniti zadeve v svojem življenju, rabim neko spremembo. Običajno se zgodi kakšen reality check, tam nekje po koncu študija, ko se lotijo iskanja službe, pa ugotovijo, da mogoče na trgu dela niti niso tako konkurenčni, kot so sprva mislili, da so. So pa tudi različna študentska društva, ki mislim, da tudi zelo aktivno pridobivajo člane že v času študija, kjer se aktivirajo z delom na različnih projektih, ki jih potem na trgu dela bistveno bolj uspešne. No. Tako da jaz mislim, da ta reality check po koncu študija, ki pač ne najdejo zaposlitve ali pa morda v povezavi s kakšno starejšo družbo, kjer pravzaprav ugotovijo, kakšni izzivi jih v prihodnosti čakajo. Pa potem, če so dovolj pametni in znajo nekako pogledati v prihodnost, tudi ugotovijo, da je pa danes skrajni čas, da se na tem področju tudi premaknejo sami. No, ko bereš CV vodje informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Klemna Žumra, imaš kar nekaj težav, preden se prebiješ. Predvsem se je pot Klemna začela in je obogatena z izkušnjami, ki jih ponuja tujina. Izobraževali ste se v Angliji, v Kanadi, zapisati sem si mogla. Na teh univerzah ste se kasneje tudi zaposlili, sledila je pot v Bruselj, vodenje kabineta evropskega poslanca, kabinet predsednika skupine Evropske ljudske stranke in oddelek za komuniciranje. Potem mi je sape zmanjkalo. Preden spregovoriva o tem, kako lahko pomaga informacijska pisarna oziroma kako blizu je politika EU mladim, me zanima, kakšna je bila ta pot, kakšne so vaše osebne izkušnje? Ker zdaj, ko tole beremo, si rečemo, ma ja, samo stopničke navzgor, pa ni tako, ne? Ja, mislim, da sem eden od tistih mladih, ki nam je uspel izkoristiti priložnosti, ki smo jih dobili v življenju, tako kot tudi vsi tukaj za tem omizjem. Sam vsak ima svojo pot in tudi moja je bila naporna na trenutke in zahtevna, prav gotovo. Sigurno ni bila sploh, ko bi rekel, samoumevna. Prihajam namreč iz Novih Jarš, iz predmesta Ljubljane, če tako rečem, kjer niti avta nismo imeli doma, če tako rečem, nikoli v družini, tako da smo se zmogli znajti vsak po svoje. In to je v bistvu pa na en način tudi prispevalo k temu, da sem lahko najdel priložnosti, ker v tistem času, ko sem jaz odraščal ali pa bil študent, dijak, ni bilo toliko priložnosti, kot jih je danes, ne. Recimo šolnine za Oxford ali pa za LSE, kamor sem šel tudi jaz, so bile dvakrat dražje, kot so danes, ne. Če samo zato, ker smo del Evropske unije in imate danes mladi možnost, da se šolate po tarifah, če tako rečem, ki pripadajo vsem evropskim državljanom in so enake tistim, ki so iz Velike Britanije. Včasih temu ni bilo tako, pa tudi veliko drugih možnosti ni bilo, tudi za potovanje ni bilo tako lahko in tako naprej. Ampak jaz bi rekel, da se vse recimo uspešne zgodbe, ki so lahko povezane danes tudi z izkušnjami v tujini, začnejo pri vsakemu posebej in to z majhnim korakom. Se pravi, en majhen korak za drugim. Meni se je zgodilo to, da sem pri 18 po koncu srednje šole tukaj v Ljubljani dobil priložnost, da grem v Kanado na študij in sem to tudi izkoristil. Nekateri so rekli, ne hodite tja in tako naprej, to je daleč, tudi sam nisem vedel, kje je to, ne, v resnici v bistvu v praksi, oziroma zemljevidu je nekaj drugega. Vedel sem, da je tako daleč, da verjetno ne vem, če bom lahko prišel v 4 letih nazaj, denarja sigurno nisem imel za to in tako naprej. Ampak sem šel na to pot, potem je prišel tudi mami še z mano, ker je bilo lažje seveda kasneje. Ampak to je bil šele en začetek. Potem sem bil tam edini Slovenec na fakulteti, ki je približno tako velika kot, oziroma univerzi, ki je tako velika kot Ljubljanska univerza. In seveda sem se mogel spet na svoj način znajti in ugotoviti, kaj mene zanima, in to je, mislim, da je ena ključnih stvari,
da moraš na tej poti, ko odkrivaš, ko res ne veš, ker jaz, ko sem šel v tujino, sem šel študirati ekonomijo, zato ker mi je en test pokazal, da verjetno je ekonomija najboljša. Ni samo ekonomija to, kar me zanima, ampak je pomembno to, da odkriješ to, kar tebe zanima. Ne? Se pravi, kaj je tista tvoja pot, to, kar je tudi že Sabina rekla, se pravi, kaj je tisto, kar tebe zanima, kaj so tvoji talenti, kje si najbolj dober in kje nisi dober. In te priložnosti, ki jih imamo danes v Evropski uniji, tudi zaradi dela Evropskega parlamenta, v Evropskih poslancev, so tiste, ki nam omogočajo, da na širši spektr enih zadev se prijavimo in da preko teh zadev ugotovimo, kaj nas zanima. Ne. To je pa moje ključno, ker danes, kot je bilo tudi rečeno, se pravi, priložnosti je ogromno. Preveč jih je, danes je drug kontrast, ne. Preveč je mailov, preveč je priložnosti, težko je, če ta gost priložnosti se znajde že, treba je najti tiste, ki so te prave zame, zate in potem graditi iz tega naprej. In to je tisto ključno, kar je tudi meni pomagalo, da sem prišel postopoma preko 3 različnih razpisov in tekmovanj, oziroma ne tekmovanj, konkurjev, kot temu rečemo, izpitov v Evropski uniji, tudi do te službe, ki jo imam tukaj danes, kjer zdaj v bistvu z užitkom in z enim prepričanjem osebne izkušnje tudi želim posredovati, kaj vse se da narediti, če se potrudiš, a ne drugim mladim v Sloveniji, ki pa smo velikokrat rajš doma ali pa rajš ne ostanemo s kavča, saj če primerjam to z recimo drugimi kolegi v kakšnih drugih državah. Zelo pomembno je, da sledimo temu, kar nas zelo zanima, predvsem v tistih trenutkih, ko treba kakšno stopničko nazaj stopiti ali pa ko se nam ustavi. Je bil kakšen tak trenutek pri vas? Ja, prav gotovo. Mislim, šolanje v Londonu je bilo $30,000. To je pomenilo, da je mogla moja mami zastaviti stanovanje v Novih Jaršah, da sem jaz lahko šel iz Kanade v London študirati. Zato, da lahko ona zastavlja to stanovanje, je bilo pa cela procedura. Se pravi, že to samo ni bilo tako simpel. In ko sem jaz, to je bila zadnja faza, to je bila rešitev. Medtem ko preden smo prišli do te rešitve, je bilo tako, da sem jaz šel na razne banke, tudi v Ljubljani, ko sem bil tukaj, tako zelo ponosen, da so me sprejeli v London, eno dobro šolo, in sem povedal, mene so zdaj sprejeli v London, jaz bom šel tja študirati, prosim, če bi lahko vi meni povedali, najprej sem za štipendije se prijavil, enih 150 štipendij sem raziskal in se na več kot 50 prijavil, ne, to je bila vsa ta pot, in od tega sem potem 4 dobil, ki so mi krili na koncu 80% mojega študija, ampak ko sem šel v London, tega nisem vedel, če bo uspelo, ker je bilo treba najprej narediti vse te korake, preden si dobil potem denar, in sem imel v bistvu tudi srečo, da sem dobil tudi dati future, recimo po drugih, potem se pravi, tudi to financiranje, ampak vsi ti koraki so bili kar naporni in recimo v Sloveniji so mi rekli, da mi lahko dajo €100 na mesec vezano na mojo štipendijo posojila. Se pravi, tukaj je bilo, jaz sem pa mogel $12,000 takrat položiti, ne? In danes je enako. Ne? Se pravi, je pa ta investicija tako dobra, da sem pred parimi leti izplačal ta kredit in sem zdaj lepo na plusu. Ne? Ampak moraš enkrat investirati, ampak v tistem obdobju to ni bilo tako očitno in je bilo treba potegniti določene poteze in tudi riskirati, ne? In tu smo spet pri tem vprašanju, da greš ven iz svojega cone obdobja in narediti ene korake, ki ti potem pomagajo, da uspeš kasneje. In to se da, če želiš. Tine Kampel, slišali smo že, da je ogromno priložnosti, da je mogoče celo preveč priložnosti. Kako mladinski svet pomaga? Se obračajo mladi na vas v bistvu bolj željo, dajte mi vse urediti, ali je proaktivnost čutiti zdaj pri mladih? Čutiti je oboje. No? Tako je že rekel Klemen, dejansko imamo težavo, oziroma to poplavo vseh informacij, poplavo vseh priložnosti, ki so. In z vidika posameznika je tudi v eni točki malo konfuznosti, katere dogodke oziroma priložnosti zagrabiti, katere ne. Takrat pa je potrebno pogledati v sebe, se odločiti, kaj želiš, katero smer želiš iti v svojem življenju, predvsem gledano karierno. To je tisto, kar je rekel Klemen, v bistvu, da moraš slediti s tem svojim ciljem, na kak način to dosegati. In danes v poplavi vseh priložnosti, pa tudi zaradi visoke stopnje brezposelnosti, vsi več ali manj gledamo skozi te priložnosti, katera nam bo pomagala pri naši karierni poti. Zato so tudi katere okrogle mize, kot je recimo ta današnja, pa mlademu morda ne prepoznajo, da je največja
karierna priložnost, mogoče prav tu, tudi z vidika mreženja, se ne udeležujejo tovrstnih zadev. Isto mislim, da ugotavljamo vse nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo, mogoče Zavod Y ima tu morda nekoliko drugačne izkušnje, ker se trudi spodbujati med mladimi to karierno orientacijo, prebujanje podjetnosti. Tisti, ki pa ustvarjamo neke vsebine, promocije, ozaveščanje in tako naprej, pa mladi vedno manj oziroma skozi sito ne pride tako hitro, kot bi si morda želeli. Zakaj? To je pa tisto, ja, kot rečeno, vsak gleda skozi svojo perspektivo nekega racionalnega državljana, tudi skozi vidik cone udobja. Če gledam z lastnega vidika ali pa enega povprečnega posameznika, z povprečne družine, ki nima zdaj najbolj urejenega ekonomskega stanja, morda tudi kateri izmed staršev brezposeln, pa se iz meseca v mesec bori za službo, tudi sam nimam najbolj stabilnega dohodka, recimo, je za mene udeležba na marsikateri oziroma izkoriščanje marsikatere priložnosti lahko tudi finančni zalogaj, če ta ni dodatno podprt s katerimi subvencijami. Videli smo težave pri Erasmus štipendijah oziroma pri mobilnosti študentov preko Erasmus plusa, ko se je ukinila štipendija strani Ministrstva za izobraževanje in pa Ministrstva za delo, da se je s tem omejila priložnost študijske mobilnosti velikemu deležu mladih študentov. Ni težava, če greš ti študirati, ne vem, v Sloveniji primerljive države, ker ti je 150 evrov na mesec tista štipendija, ki jo dobiš avtomatsko dovolj. Če pa greš nekam dlje ven, recimo Skandinavija, že Anglija, Britanija, je pa to vedno premalo, oziroma če nimaš ti potrebnega finančnega zaledja pri svojih starših ali pa morda z nekim svojim kapitalom, ki si ga lahko ustvaril, kar je zelo, zelo redko, ponavadi so ponovno za tem starši, si pa težko takšne priložnosti privoščiš oziroma jih izkoristiš in to je potrebno imeti v obziru. Mi danes smo tu, ja, recimo 4, ki smo izkoristili priložnosti, ampak mi 4 ne smemo biti reprezentativni vzorec za populacijo mladih, ki se sooča vsakodnevno z drugačnimi izzivi, kot se morda mi. Mi moramo gledati širše in dejansko ustvarjati neko podporno okolje za vse te mlade. To pa ne bomo dosegli zgolj z individualnimi podporami posameznikom, ampak dejansko z nekimi sistemskimi ukrepi, s katerimi bomo mladim omogočili, da izkoriščajo svoje priložnosti, da lahko razvijajo svoje ideje in pa potencijale v okolju, kjer želijo. Če za njih pomeni, da hočejo iti v tujino in moramo to na nek način omogočiti, seveda si želeti, da potem izkušnje in znanje, ki ga pridobijo v tujini, prinesejo tudi nazaj, ampak ne smemo jih pa pri tem omejevati oziroma jih moramo spodbujati in jim omogočiti, da to ustvarja v katerem koli okolju. Za nas najboljše je to lokalno okolje v Sloveniji, ne moremo pa tega od vseh mladih pričakovati. Mladi pa ja, na svoji poti poskušajo izkoriščati, predvsem tisti, ki so dovolj informirani, različne možnosti in kanale za podporo. Tudi na Mladinski svet se obračajo z vprašanjem in z veseljem vedno pomagamo. Tudi če sami ne znamo pomagati, jih preusmerimo na tiste institucije, tiste posameznike ali pa organizacije, ki jim to podporo lahko zagotovijo, vse z vidika, da izkoristijo priložnosti, ki jih imajo. Evropska unija nudi celo morje teh priložnosti, ne samo študijske, tudi če gledamo za mladinske organizacije oziroma mlade posameznike, ki so aktivni v mladinskem sektorju, lahko grejo za pol leta, 1 leto v tujino kot prostovoljci, bodo dobili tudi finančno podporo za to žepnino, bodo delali v tujini v eni nevladni organizaciji oziroma mladinski organizaciji na konkretnih primerih in se s tem marsikaj naučili. Pa ne samo z vidika posameznika, da krepiš svoje kompetence, svojo socialno mrežo, tudi okolje s tem pridobiva mnogo. Ko grem jaz nekam v tujino, tudi svoje izkušnje prenašam tja, obogatim tisto okolje, jaz pa potem prenesem to nazaj in je ta vzajemnost večnivojska in to moramo imeti v obziru. Zato so tovrstni projekti, kot so EU-FACE za promocijo vseh teh priložnosti, ki jih financira tudi Evropski parlament, Evropska komisija, toliko bolj dobrodošli. Ne smemo pristati na logiko, ki jo je na nek način izkristalizirala nedavna gospodarska kriza, da se omejuje sredstva za tovrstne programe, za družino, za izobraževanje, za raznorazna usposabljanja za mobilnost, ker s tem kot družba na dolgi rok izgubljamo. Mi imamo ljudi, ki so naš največji potencial in v njih moramo vlagati. Še posebej pa moramo imeti pri tem fokus v mladih.
No, v tem morju priložnosti, kot je bilo omenjeno v Evropski uniji, uspešno plava oziroma bomo rekli, kar pluje tudi Nina Plantan, študentka podiplomskega študija komunikologije, ki je že tekom dodiplomskega študija izkoristila možnost študijske izmenjave Erasmus, o kateri smo danes že govorili, in to priložnost bo ponovno izkoristila tudi na drugi stopni. Pred kratkim se je udeležila tudi evropskega projekta Democracy na Danskem. Vsak bi moral kdaj izkoristiti priložnost te izmenjave in potovanj, da se razvijamo, pravi Nina že v predstavitvenem videu, ki je objavljen tudi na spletni strani STA Kroga. Nina, kako je biti danes mlad v Evropski uniji in kaj recimo najbolj ceniš kot državljanka Evropske unije, pa kaj pogrešaš? Mislim, težko je mogoče primerjati, kako je bilo včasih, ampak mislim, da imamo danes mladi kot del Evropske unije veliko več priložnosti, kot so jih imeli mladi, kot je tudi Klemen že omenil, mogoče je bilo veliko manj priložnosti. Ampak meni se zdi zelo pomembno, kot je tudi Tin rekel, mogoče moji sošolci, prijatelji tudi niso vedeli, kakšne priložnosti so vse in jih tudi ne izkoristijo. Recimo najbolj popularna, kot ste rekli, najbolj znana nam je Erasmus+, Leonardo da Vinci, potem so razne te prakse, ki jih tudi preko Erasmusa, lahko se tudi prijavimo na EU komisijo za prakso za 5 mesecev v Bruslu. Tako zelo velike priložnosti, ampak se mi zdi, da večina mladih, 90% sploh ne ve, kje bi iskalo te informacije, kako priti do njih. Tako recimo, jaz se kar potrudim, da poiščem povsod, na kakšnih mailing listih se ponavadi objavlja. Tako da res je pa super, da izkoristimo čim več teh priložnosti, ker potem tudi na karierni, tudi študijski, akademski zelo pomaga. No. Ja. Potem, čeprav razumem, pogrešaš kot državljanka Evropske unije en tak bolj preglednejši pristop oziroma lažjo pot, kako najti informacije. Ali je tudi to del tega proaktivnega pristopa mladih? Ja, se mi zdi, da sploh recimo v prvi letnik, ko pridemo, ko smo bruci, da se ne zavedamo, kakšne priložnosti so vse lahko dane. Nekaj imamo sicer preko univerz, preko fakultete, ampak to so predvsem Erasmus izmenjave. Recimo, ko pridemo na koncu našega študija, je že včasih mogoče prepozno, da gremo ven študirati, kot sama sem se tudi želela v ZDA študirati, pa je bilo potem že prepozno na podiplomski ravni, tako da lahko šele na doktoratu to izkoristim, če se bom odločila za ta študij. Tako da ja, mogoče pogrešam, da bi nas vse študentje, ki pridejo v prvi letnik, da bi jih mogoče bolj navdušili, bolj spodbudili, da bi proaktivno začeli razmišljati o teh priložnostih, ki so dane. Da bi že izobraževalni sistem v bistvu bolj približal, a ne? Tako ja, pa da recimo, vem, da se tudi nekateri mogoče malo bojijo, ampak to je ravno tisti point, da se bojiš, da greš nekam, da greš iz svoje cone obdobja, se upravičujem. Ja, kavča pač. Ja, točno tako. Tako da zelo veliko teh priložnosti. Kot sama, ko sem bila tudi na Danskem v jesenskem semestru, je bilo zelo zanimivo, ker tega nisem vedela, sem dobila mail, sem se prijavila, nisem vedela niti kam grem točno. In tako je bilo zelo zanimiva izkušnja, niti ne veš, kaj vse Evropska unija financira, kaj lahko izkoristi bo. Ja. Kako blizu, Klemen, pa so politike Evropske unije? Kako so mladi zastopani, upoštevani v politikah Evropske unije? Tamle je en plonkec. Tako, en velik plonkec, ki sem ga tudi razdelil, smo ga s kolegi razdelili tudi vsem vam. In sicer je to, o čemer se zdaj pogovarjamo, nekaj, kar je seveda prepoznal tudi Evropski parlament, tudi zato smo danes tukaj, tudi zato je toliko enih projektov in programov financiranih strani Evropske unije. Tudi zaradi prizadevanja Evropskega parlamenta imamo ogromno enih ukrepov prav za boj proti brezposelnosti mladih, ki je v Evropi danes 2-krat višja povprečno, kot je brezposelnost med starejšimi. Če navedem samo nekaj teh ukrepov, kjer so konkretni ukrepi, ki jih Evropski parlament podpira oziroma se za njih bori, je recimo pobuda za zaposlovanje mladih. To je za tiste regije, ki imajo predvsem visoko nezaposlenost.
kamor je šlo 6 milijard leta 2014-2015. Potem je zelo znana jamstvo za mlade, Youth Guarantee, kjer je Slovenija prejela 2,7 milijona evrov, gre za mlade do 25 leta, ki bi lahko po tej shemi, v okviru 4 mesecev po izgubi službe ali končanju študija prejeli kvalitetno možnost, priložnost za izobraževanje, službo, pripravništvo ali vajeništvo. Potem, in zato se še namenja več denarja, kot je bilo v začetku predvideno. Potem vzpostavlja se zdaj sistem kakovostnih vajeništev in pripravništev, kjer bi pomagali, da bi se ta prehod med službo in izobraževanjem olajšal za mlade. Potem je mobilnost mladih, Youth on the Move, kjer imamo predvsem v okviru tega, to, kar je bilo že omenjeno, Erasmus+. Erasmus+ je eden najbolj prepoznavnih projektov, več kot 3 milijona mladih je od leta 87 ga izkoristilo. V naslednjih 7 letih je načrt, da ga bo 4 milijone izkoristilo, zato ker je 15 milijard evrov Evropska unija namenila za ta projekt in je združila proti Erasmus+ različne mladinske projekte, tudi šport je zraven, vse sorte stvari. Že sam to je ogromen vir enih priložnosti za mlade. In glede na to situacijo v Evropi je za letošnje leto še 6,6 milijonov več, kot je bilo predvideno v teh 15 milijardah. In tako naprej. Potem pa mogoče bi omenil še to, imamo tudi EURES, ki je en tak portal, kjer je več kot 1 milijon delovnih mest po celi Evropi, več kot 30 tisoč delodajalcev oglašuje svoje delovna mesta in vsak od nas lahko danes, zato ker smo člani Evropske unije, gre na eno tako delovno mesto, seveda mogoče pogoj jezik, če je v Nemčiji ali pa v Avstriji ali pa na Švedskem ali pa karkoli že, ampak priložnosti je ogromno, 1 milijon delovnih mest ni malo in to so nekatera zelo zanimiva, lahko iščeš po področjih, lahko daš svoj CV gor in tako naprej. Potem imamo celo, kar se tiče Erasmus+, tega glavnega projekta, za stalnega poročevalca v imenu 507 milijonov ljudi za celo Evropsko unijo v Evropskem parlamentu vedno eno osebo, ki vodi ta postopek, seveda v koordinaciji z vsemi ostalimi, in to je dr. Milan Zver, ki je evropski poslanec iz Slovenije. Tako da bomo prav zaradi tega, tudi pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji bo 23. septembra organiziral en tak velik posvet, kjer bo evropski poslanec v bistvu prosil za mnenja in priporočila, nekaj je že jih omenil tudi Tin, o tem, kaj treba narediti, da se ta program izboljša, da se denar boljš porabi, da je manj birokracije in tako naprej. Tukaj bomo zdaj v naslednjih mesecih naredili eno tako posvetovanje z deležniki, tudi iz drugih držav in poskušali res konkretno na eni strani, kaj je treba izboljšati, posredovati tudi poslancu, ki bo potem dejansko v zakonodajnem postopku uporabil te informacije. Pa še za zaključek bi mogoče omenil še to, da tudi pisarna Evropskega parlamenta zdaj v zadnjem letu posebej konkretno poskuša narediti to, kar je tudi Nina posebej izpostavila, se pravi to, da nekako nimamo, je ogromen informacij, ampak so na internetu, so povsod, ne vemo, kje se lotiti, kje začeti in v bistvu preko priložnost.eu skupaj z zavodom Nefix, naša pisarna, enkrat na mesec pošlje en izbor vseh raznolikih priložnosti, ki obstajajo, ne vem, pripravništva tudi v Evropskem parlamentu ali pa v Evropski komisiji, ki so vsake pol leta in so kar dobro plačane, bi jaz rekel. Potem imaš recimo poletne šole, imaš izmenjave za en teden, za 3 mesece, imaš ambasade imajo razne priložnosti. Mislim, priložnosti je res ogromno in vse to poskušamo na en sistematičen način, tam okrog 20 do 30 takih novičk posredovati tistim mladih, ki jih to zanima. Tudi, če koga zanima, se lahko tudi piše na naš e-mail, na e-mail informacijske pisarne Evropskega parlamenta, na internetu nas takoj najde in ga bomo dodali v te novičke, da bo potem enkrat na mesec dobil to sporočilo skupaj s tem, kaj je parlament ta mesec naredil za mlade, kaj evropski poslanci, vsakič je eden od 8 evropskih poslancev posebej izpostavljen, dela in se trudi, ker mnogi od njih imajo tudi stažiste pa asistente, ki so vsi okrog. Jaz sem začel kot stažista, kot pripravnik pri enem od evropskih poslancev, recimo, in je bilo to začetek moje kariere. Se pravi, veliko je možnosti in dejansko, če gledate Evropski parlament kot institucijo, ki ima okrog 10 tisoč zaposlenih, je povprečna starost pod 30 let.
Tako da to ti tudi nekaj pove. Ne. Komisija je mogoče malo drugače, malo bolj strokovna, ampak tukaj je pa izredno dinamično delo, izredno praktično in treba je znati jezike, treba biti fleksibilen in seveda treba je iti iz kavča, kot smo že povedali, potem pa lahko tudi te stvari izkoristiš. Tako da poskušamo biti konkretni in definitivno evropski poslanci v svojem delu upoštevajo to dimenzijo in poskušajo na konkreten način pomagati mladim, tistim, ki recimo ne morejo dobiti mame, ki bi garantirala svoje stanovanje ali pa karkoli, ne, zastavila svoje stanovanje za take zadeve. In danes je to možno. Takrat sem bil jaz, tega ni bilo. Tin, milijarde, milijoni, poplava priložnosti. Mladinski svet. Kako bo čim več Slovencev prišlo do čim več tistih milijard? Mladih Slovencev. Ja, ne vem. Ker je samo en mladinski milijon svet. za milijardo evrov, ne? Oziroma vprašanje za milijardo evrov, zdaj smo slišali. Najprej ja, informiranje. Se strinjam, da je poplava informacij, mladi več tudi v tej poplavi informacij ne znajo razbrati, kere informacije so relevantne. Zato so vsi ti takšni portali, kot je priložnost.eu, kot jih imamo, ne vem, Novičnik, Mladinskega sveta Slovenije, pa Zavod Y preko svojih mrež, da vse to mladi spremljajo, ampak tisto, da bojo pa znali sami razbrati, katere so relevantne informacije za njih, tega pa mi ne moramo narediti, oziroma mi lahko preko naših usposabljanj, ki jih izvajamo, to poskušamo, ampak to naredimo v bistvu na koncu dneva za peščico mladih. Ne delamo za populacijo in tudi tu je pomembno, da začnemo ta vprašanja informacijske pismenosti, pod narekovaji, pa tudi aktivnega državljanstva naslavljati v izobraževalnih procesih. Pred časom je bila tudi okrogla miza oziroma posvet, ki je organizirala ravno informacijska pisarna ravno na to temo. Kje smo nevladne organizacije oziroma vsebine aktivnega državljanstva tudi znotraj izobraževalnega procesa. Mislim, da smo se takrat oziroma so se takrat vsi sogovorniki praktično strinjali, da je tega premalo. Da premalo tega praktičnega znanja, praktičnih izkušenj prenašamo v izobraževalni sistem, v izobraževalni proces, da bi mladi že tekom izobraževanja, ko se še izoblikujejo kot osebnosti, ko so še odprti glav, prišle v stik z nami, z ostalimi nevladnimi organizacijami in da vidijo te priložnosti, da jih začutijo. Če mladi se vse spremljajo samo preko medijev, tu ni nujno, da jih bo to tako zelo začelo zanimati, ne bojo začutili tiste iskrice, kaj dejansko dobijo od teh priložnosti. Če pa se bodo po sili ali ne po sili, po sreči ali pa ne po sreči, naključno znašli v enem izmed takih projektov, bojo videli, kaj so oni s tem pridobili, pa bojo tudi z medvrstniškim peer-to-peer procesom te zgodbe samo še razširjali in nadgrajevali. Potem pa ja, ko pa te začne enkrat taka zadeva zanimati, boš pa tudi sam začel poizvedovati, na kak način morda začeti ustvarjati kak svoj projekt, na kak način priti do teh sredstev. Takrat pa ja, mi z veseljem nastopimo, pomagamo tem mladim, komorkoli, z znanji, kompetencami, da sooblikuje oziroma oblikuje te projekte in pa uspešno potem konkurirajo na evropskih razpisih oziroma katerikoli razpisih. Morda bi dopolnil na tej točki še Klemna, ki je pozabil izpostaviti, pa morda namenoma izpustil, pa pustil meni, da to izpostavim, je proces strukturiranega dialoga, ki ga izvaja Evropska unija, konkretne Evropska komisija, kjer v bistvu mladim omogočajo vstopanje v odločevalske procese na vseh ravneh. Na evropski ravni za to skrbi Evropska komisija preko Evropske mladinske konference. Vsak cikel predsedovanja, vsak trio, vsaka izmed držav predsedujočih izvede Evropsko mladinsko konferenco, kjer na evropski ravni debatirajo o pobudah, predlogih mladih, ki jih naslavljajo konkretno na Evropsko komisijo, na Evropski parlament, na Evropski svet, tudi na države članice EU, na nacionalni oziroma na lokalni ravni pa to počnemo mladinske organizacije. V Sloveniji smo kot koordinator za to Mladinski svet Slovenije, skupaj v sodelovanju z ostalimi mladinskimi organizacijami, mladinskimi centri, mladinskimi sveti lokalnih skupnosti. Posebej zato smo oblikovali tudi portal pobuda.si, ki je bil prav tako financiran skozi evropska sredstva, da lahko mladi neposredno kadarkoli, kjerkoli vidijo potrebo, da podajo svojo pobudo, to tudi naslovijo na odločevalce, ki jim pritiče. Mi pa potem skrbimo kot koordinator, kot nacionalni zagovornik pravic in interesov mladih, da te interesi pridejo do ključnih odločevalcev. Ampak vse to, ja, ponovno poplava informacij, poplava različnih priložnosti.
in s takšnimi in drugačnimi zadevami penetrirati v populacijo mladih je včasih res težko. Tako da ja, spodbujati informacijsko pismenost med mladimi, graditi aktivne državljane že v času izobraževalnega procesa in bo vse to veliko, veliko lažje, ker se bomo teh procesov lotevali sistematično. Danes pa se jih spodbujanje oziroma informiranost mladih lotevamo z 10 različnimi projekti, pa sem verjetno rekel malo. Aktivno državljanstvo spodbujamo prav tako z 10-kratnikom tisti, ki se ukvarjamo z informiranjem. In potem imamo milijon različnih profilov mladih, kako dojemajo aktivno državljanstvo, kje iščejo priložnosti. Tisti, ki pa vse znajdejo, pa reče, vse imam Google in ne rabim nekih posebnih metod oziroma kanalov za to. In še enkrat, mi moramo malo gledati širše, malo bolj za populacijo, ne samo za tiste posameznike, ki se bo itak tako ali drugače znašli. Sabina, kakšen umestnik pa je lahko, oziroma pomoč, da ne bo tako strokovna tehnična beseda, Zavod Y, konkretno na poti približati te iste številke, kot sem jih Tinu omenila in jih je Klemen tudi poudaril, slovenskim mladim? Jaz bi mogoče izpostavila 3 ključne stvari, ki jih že delamo in jih planiramo. Ki jih že delamo in jih tudi planiramo v prihodnje. Ena definitivno je projekt Part Y. To je projekt, katerega sem dejansko razlagala v okviru svojega intervjuja z EU Faco. Projekt Part Y je dejansko bil namenjen mladim, da se jih nauči, kako pravzaprav poteka proces prijave nekega svojega projekta in s tem, da kandidiraš za evropska sredstva. Na tak način, ko si moraš pogledati razpis, moraš imeti neko jasno vizijo, kaj pravzaprav ti želiš narediti. Ti Evropska unija, Evropska komisija tudi pomaga z financiranjem. Mi smo bili pa kot umestnik tule na tak način, da smo iz množice idej razbrali tistih ključnih 6 oziroma 9 je bilo v začetku, kateri so potem pod mentorstvom prav enega podjetja, ki se ukvarja z prijavami razpisov, tudi se izobraževali in konkretno svoje ideje prijavili. To se mi zdi en tak zanimiv način, kjer se mladi, ki imajo neke svoje ideje, neke svoje pobude, ki so dejansko simbolizira aktivno državljanstvo, če mene vprašate, na tak način, da se jih pripelje do tega, da tudi dobijo neko financiranje strani Evropske unije in na tak način začnejo svoj projekt, ki se kasneje lahko razvije tudi v neko močnejšo organizacijo, ki lahko da bo tudi zaposloval par ljudi. Druga stvar je, mi v Y v zadnjem letu uvajamo koncept peer-to-peer coachinga, kjer konkretno mladi svoje znanje in izkušnje delijo z drugimi mladimi. In so vmes tudi zgodbe, kako so mladi šli na izmenjavo in kako so se pravzaprav tega lotili, kaj so od tega imeli in na tak način svoje sovrstnike iz ust mladih, mladi za mlade, pravzaprav informirajo o tem, kaj je treba narediti, kako stopati iz te cone obdobja, kaj so pravzaprav oni od tega odnesli in zakaj je to smiselno, pa tudi kam se obrniti po več informacij. Tretja zadeva je pa informiranje. Moram reči, da smo kar močni, kar se tiče informiranja mladih, pa predvsem proaktivnih mladih, ker je to nekako tudi naš fokus, da jih informiramo o različnih možnostih, priložnostih, ki se jim odpirajo tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, tako da, ko so zanimive informacije, jih definitivno potem tudi posredujemo med njih naprej, tako prek mailingov, kot tudi prek socialnih omrežij, ker večinoma so mladi tam. Tako. In ne danes tukaj. Nekateri so, ne? Ne, so. Tisti so največje face. Ja, se strinjam. Zdajle bi dala priložnost za kakšno vprašanje iz publike. Če ima kdo dovolj poguma za skok s stola, imamo tudi mikrofon pripravljen, bi mogoče bilo kakšno vprašanje? Ne grizemo, kasneje pride prigrizek, tako da brez skrbi. Prvo je vedno najtežje. Ne? Prvo je najtežje, ja, tako da ne vsi hkrati. Hvala lepa. Ja, bom dala kar svoj mikrofon. Hvala. Dober dan, moje ime je Sandra. Jaz sem se sicer na ene par zadev takšnih že
prijavljala pač predvsem pripravništva, ampak do zdaj sem bila vedno neuspešna. Ne. In zdaj sem na neki točki, ki še vsem bi to si želela v neki tej smeri iti. Nekako sem pa na razpotju, ali pač še ni prišla moja priložnost, ali mogoče tudi jaz ne delam nekaj prav. Zdaj, glede na to, da vi ste vsi uspeli, bi mogoče prosila za nek nasvet ali pa ne vem, kakorkoli, kam naj se mogoče obrnem, da kdo bi bilo dobro, da pregleda mojo prijavo, preden jo pošiljam, ali pa mislim, nek nasvet, upam, da sem dobro postavila vprašanje. V času študija jaz sem pač študirala pravo in sem se v času študija prijavljala prek, ne vem, če poznate pač STEP program ELSA, sem se prijavljala na pripravništva v tujini. Pač kar nekajkrat, nikoli nisem bila uspešna, tudi izkoristila sem Erasmus izmenjavo, sem dobila celo priporočilo od tamkajšnjega profesorja, ki pa mi tudi ni nič pomagal. No. Sicer govorim kar nekaj jezikov, pač v Nemčiji sem živela 1 leto, pač angleščino itak, pa tudi sicer se zelo veliko učim jezike, ampak zaenkrat nisem bila uspešna. Mislim, ne vem, no, tako da, ja, no, mogoče v tem stilu, kaj takrat, ko si nekako na mrtvi točki, oziroma se ti zdi, da si na mrtvi točki. Hvala. Jaz mogoče bi rekel, meni se zdi pomembno, da razmišljaš tako out of the box. Ne? Se pravi, da glede na to, da je veliko mladih v tej situaciji, ki išče, ki v bistvu si želi službo ali pa pripravništvo in tako naprej, da na en drugačen način pristopaš. In to lahko narediš, to lahko vsak od nas naredi, če najprej sebe pozna dobro, pa ve, kaj je tisto, kjer je tvoja res ena prednost. Ne vem, recimo, vedno je zanimiv CV, ko vidiš, da zna arabsko. To je zdaj tako malo. Ampak hočem reči, izpostaviti moraš določene stvari, kjer si ti nekaj posebnega, seveda, jaz ne poznam točno tega pripravništva, ki ga omenjaš, kaj so kriteriji za to se prijaviti, ampak seveda, če ustrezajo tem kriterijem, je to še toliko boljše. Se pravi, da je to povezano, da je jasno in zanimivo, pa povezano s temi kriteriji. Recimo, način, na katerega prideš danes do službe, se mi zdi, ni več, kot je bilo včasih, ni več, da pošiljaš CV-je, pa te pač nekdo vzame. Moja izkušnja je bila, da sem poslal takrat, ko sem končeval študij, 400 različnih e-mailov, približno, ki sem jih poslal različnim ljudem, za katere sem menil, da bi ali da delajo to, kar mene zanima, da bi enkrat delal, ali pa ki poznajo to področje, ali pa ki učijo na tem področju, se pravi profesorjem, na razna ministrstva sem pisal, na vse sorte ljudem, resnično, ki bi lahko mi svetovali, tako kot si ti zdaj vprašala za nasvet, na ta način, v bistvu, ne? In to je ta prvi korak. In potem od tega lahko povem, da sem dobil 40 odgovorov približno, od tega jih je bilo večinoma zelo generičnih, pa tako zelo lepo, da ste pridni. Ne? In 4, to je bil 1%, če tako gledam, so bili uporabni in eden od teh mi je dal službo čez 3 leta. To je zdaj čisto, ampak ni bilo tudi to dovolj. To je en tak, pač moja izkušnja. Ne? Zdaj, ampak seveda sem poskušal, to je mislim, moj nasvet v tem smislu je, poskušaj se pogovarjati s tistimi, ki delajo to, kar tebe zanima, da bi enkrat delala. Nekoga najdi, ki je šel na to stažiranje. Zakaj pa on uspel ali pa ona? Kaj je bilo razlog? Mislim, po čem so ocenjevali, ko je bila ta oseba že tam, kaj je bilo pač uporabno, oziroma kaj iščejo, ne? Ker težko je tudi za nas zdaj reči, ker ne poznamo specifičnega pač tega pripravništva, ampak recimo s tistimi, ki so recimo v tem uspeli, in takih je sigurno nekaj v Sloveniji, mogoče na Facebooku to najdeš, mogoče lahko kdo od nas ima kakšen kontakt ali pa in tako naprej. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar je pa ta out of the box, ne? Še bolj mogoče je pa to, da recimo mi, kar smo naredili takrat, ko smo iskali službo, ko sem še študiral recimo v Londonu spet, če grem iz moje izkušnje, ne, je to, da smo organizirali dogodke. Ne. Mi smo študentje, brez budžeta, smo naredili klub Slovencev v Londonu, LSE Student Society, 6 nas je dobili na pivo in smo rekli, kaj bomo naredili, ko bomo nehali magisterij. Nismo vedeli, kaj bomo delali. In smo rekli, pogledajte, v tem situaciji trenutno, in takrat moraš razumeti, v kakšnem obdobju si, kaj se trenutno dogaja, kaj so trenutne priložnosti. Zdaj se zvišuje za določena področja, se zvišujejo sredstva za določena, jih je manj, ne vem, in tako naprej. Mi smo takrat videli, čez 1-2 leti bo verjetno Slovenija članica Evropske unije. Ker bo članica Evropske unije, mi pa govorimo angleško, pa imamo neko širšo sliko, mogoče je to za nas priložnost. In smo povabili vse, ki so se ukvarjali z EU-jem, da so prišli v London, nam na klub Slovencev v Londonu, skupaj z drugimi študenti, ki so zanimala Evropska unija, predavati o EU-ju. To so bili takrat
politiki kot glavni pogajalec Slovenije za EU, pa predsednik odbora za evropske zadeve v državnem zboru, vse sorte, zunanji minister, 2 sta prišla. Eden od teh mi je kasneje dal službo. Se pravi, to je bil sicer lihun, ker sem mu to že prej pisal, ne? Ampak tudi mogoče zaradi tega je prišel. Na svoje stroške, na eno drugo potovanje, ampak mi smo skupaj z ambasado organizirali dogodek, kjer je bilo 150 ljudi in kjer so vsi spraševali, kaj bo s Slovenijo, ko bo šla v EU, ker Slovenija ne bo mogla več govoriti. To je bilo eno zanimivo vprašanje od lokalnih Britancev, ki so recimo bili. Pa druge vprašanje, ampak tako smo se mi spoznali, ne, konkretno jaz sem takrat pol dneva preživel s tem gospodom in so se pač malo še bolj spoznala in videl, da znam angleško in potem sem imel malo več čas. Danes v tej poplavi informacij, v tej poplavi e-mailov moraš najti način, da se približaš tem ljudem, se pravi. Eno in zelo dober način je, da jih vprašaš za mnenje, ker težko je, da ti bo nekdo, če bo šel, mene zanima služba, se lahko z vami pogovarjam, ne. Veliko ljudi zanima služba. To je premalo, ne. Danes je to premalo. Če pa ti rečeš, to je zdaj malo tako, en tak nasvet, ampak delam raziskavo, ker me zanimajo ta in ta področja, mislim, da je tudi to, ker vi delate zelo primerno in v skladu s tem, kar mene zanima, a mislite, da bi mi lahko vi malo povedali o tem, kar vi delate? Pa mi malo svetovali, tako kot si nas vprašala, o tem, kaj bi lahko jaz tukaj delala, v tem kontekstu, mogoče ne direkt z vami, ampak to je en način, recimo. In ponavadi na tak način, če ti ljudem daš občutek, da so pomembni, potem veliko krajše se s tabo pogovarjajo, ne, to je malo tako, in potem ti dejansko tudi svetujejo in mogoče potem v tem pogovoru prepoznajo, ne, da si ti ta, a ne, mislim. To je zdaj en tak To je odličen nasvet, ker na tak način kažeš svojo proaktivnost, nisi, ja, jaz nekaj bi, pa ne vem čisto točno kaj, pa na kakšen način, ker na to se ti bodo redko odzvali. Zdaj, jaz načeloma, na kar sem se prijavljala, sem se zelo specifično zbrala, kaj hočem in sem bila pri tem vedno uspešna. Zato, ker jaz sem pikirala samo na določene stvari, nisem šla mogoče toliko v širino, sem rekla, mene zdaj zanima timsko delo in bom delala v eni organizaciji, ki se s tem ukvarja. In sem šla na en dogodek, počakala do konca, spoznala direktorja in se zmenila z njim za sestank, kjer so se pogovorila o sodelovanju. Ne v službi, o sodelovanju. Ne? In sem predtem naštudirala vse, kar oni delajo, vse njegove članke prebrala in sem bila zelo kompetenten sogovornik in nisem nobenega iskal za kakršnokoli delovno mesto, ampak mi je pa vseeno ponudil, kaj pa, če bi vi prišli sodelovati z nami oziroma pač delati. Tako pa se je v bistvu zadeva razvila, pa ja, ok, moja agenda za Anglijo je bila definitivno, da pridem do ene take priložnosti, ampak sem izbrala bolj tak subtilen pristop. Morda čist komentar na to tvoje vprašanje, mogoče bolj, da vprašaš ocenjevalce, ki se odločajo, kdo gre naprej, če lahko ti prideš in se pregleda tvoja vloga, kaj morda ti delaš narobe, pa da ti oni povejo, kaj ne štima oziroma kaj je njihov vidik, kar bi mogoče lahko izboljšala. Bi se pa zelo strinjala tudi s Klemenom, izpostavi nekaj, v čemer si dobra. Si omenila, da govoriš več tujih jezikov. To definitivno nekam na začetek izpostaviti vse svoje ključne projekte, na katerih si tako ali pa drugače sodelovala. Ker to bo vedno zažgal, sploh iz tega vidika, ker bojo videli, da si pač proaktivna, pa ni nujno se treba prijavljati samo na tiste zadeve, kjer imajo odprto prakso, zberi si mogoče podjetje, kjer bi pa ti res želela delati, pa pošlji neko ponudno pismo. Poglejte, jaz vas spremljam že nekaj časa, super se mi zdi to, kar počnete, jaz sem do zdaj imela te pa te izkušnje, lahko bi vaši organizaciji pripomogla na tak in tak način. Ker vsi kadrujejo na podlagi tega, kaj bodo pravzaprav oni imeli od celotne situacije, kakšno dodano vrednost jim bo prinesel zaposleni. In tako je treba tudi razmišljati iz vidika delodajalca, kaj je tisto, kar bo najbolj užgal, pa seveda, da imaš na drugi strani ključno osebo. Je pa najbolj, če to ključno osebo nekje, kar v živo spoznaš, pa na podlagi tega napišeš naprej. Mogoče sem jaz, pa mogoče z vidika, kako se jaz vedno soočam s temi v vlogi delodajalca. Mislim, da povprečje delodajalca, ki ga porabi za pregled CV-ja, je nekje 3 sekunde. Jaz mislim, da sem kar del tega povprečja. Na koncu izobrazbe, oziroma s formalno izobrazbo smo praktično vsi enaki. Jaz mislim, da ko gledam CV-je,
z katerega področja kdo diplomira oziroma na kjer faks je hodil, je zadnja stvar, ki jo pogledam. Vedno pogledaš, kaj so bile prostočasne aktivnosti, katere za mene relevantne kot delodajalca, organizacije ali pa dejavnosti se je nekdo vključeval, pa ne to, da kje točno je delo oziroma katera je bila organizacija, ampak predvsem, kaj je tam delo pa katere kompetence je pridobil. Znanje jezika je ena izmed zelo ključnih kompetenc, organizacijske sposobnosti, team building oziroma timsko delo, vse to je tisto, kar naredi človeka drugačnega. Z faksa pa ja, vsi smo enaki, vsi smo tam iste knjige brali, vsi smo ista predavanja poslušali. Če je nekdo dobil 10 ali pa drug, ko je dobil 6, za mene imata praktično isto znanje, ker sta oba sposobna še vedno v isto knjigo pogledati, pa isto stvar prebrati, pa jo prepisati na list papirja, ko ga za to nekdo vpraša. Druga stvar pa je, kaj je ob tem študiju počel, kaj ga zanima, tudi kaj so njegovi hobiji, če so relevantni za delodajalce ali niso. Jaz vem, da na Mladinskem svetu Slovenije, ko zaposlujem, si nikoli ne želim nekoga, ki je asocialen, ampak predvsem nekoga, ki se zna vključiti v družbo, pa ki je že bil aktiven. Če po možnosti v mladinskih organizacijah toliko boljše, če pa kateri izmed drugih nevladnih organizacij pa prav tako dobrodošlo. Tako da, verjetno je pa podobno za ostale delodajalce, se pravi za nekega, če gledamo z vidika državne institucije, zagotovo nekoga gleda na to, če je že bil tudi skozi nevladne organizacije vključen v kakšne policy procese ali pa prebiranje kakih javnih politik, organizacijskih, tako ne vem, to bo še mogoče Klemen lahko povedal, kjer kompetence on išče pri svojih zaposlenih. Ne? Ja, mislim, ne, to, kar si izpostavil, to je to. Jaz bi rekel, da pri nas je zelo pomembno to, kar si tudi rekel, si napisal tlele, znanje jezikov, potem je ta odprtost, fleksibilnost, da si pač pripravljen se učiti na delovnem mestu, tako kot je rekel, zdaj, ti se moraš naučiti, ko priješ v službo danes, večino stvari. Delavnost je pomembna, ne? Potem organizacija prioritet, se pravi, da znaš sam sebe organizirati, pa ekipno delo. Tako da, zelo podobno temu, kar ste rekel. Pa način krajši način to napisati. Na 8 stranih doben ne bere. Nekaj teh nasvetov lahko izkoristite že danes, ker ostanemo še na kratkem prigrizku. Imamo mogoče še kakšno vprašanje iz publike v tem trenutku? Sicer bom prosila naše face, sogovornike za 2 stavka, sklepna misel današnje okrogle mize. Veliko tople vode nismo odkrili, smo pa odkrili, da je enormna poplava priložnosti tam zunaj in da rabimo res samo nekaj proaktivnosti, pa mogoče bolj sistematičnega dela pri iskanju, kako te priložnosti izkoristiti in pot do njih. Pa mogoče začenjamo sklepni del z največjo faco danes tukaj, z EU faco 2016. To stičiš, ja, Sabina. Mimogrede, hvala za nagrado. Še ni podoživela nagrade za to čudenje. Nisem še čisto ponotranila. Ni še pogledala v vrečko. Ja, potem bo postala. To še pride za tam, ček da prispiše njih parkrat. Skratka, kaj je naš nasvet v smislu sistemskega pristopa? Moj najljubši citat, lahko mogoče povem za konec. If you think you can do it, you're right. If you think you can do it, you're also right. Tako da je stvar percepcije, kaj se ti pravzaprav prepričaš, da lahko in je treba včasih tudi 800 prijav poslati, da bo 801 pa prišla skozi. Pa je vsak ne je en korak bližje ja. Mogoče je pa pač to proces, čez katerega je treba iti. Skratka, jaz mislim, da priložnosti definitivno je dovolj, tudi informacije je dovolj, vsekakor bo zelo pripomoglo, jaz mislim, da tudi tale platforma, katera se pripravlja, ali že? V nastajanju. Je v nastajanju. Skratka, tule bomo zelo veseli in tudi kot Zavod Y se že javljamo, da informacije tudi prek naših kanalov spravimo do mladih. Mislim, da bi bilo tudi zelo smiselno čim več akterjev iz področja mladih uplesti, da vsi za to izvedo. Tako da tule sem se že kar javila zelo proaktivno, tako pač Y deluje. Izkoriščite priložnosti. No? Tisti, ki ste tule, ste že 2-3 korake naprej pred vašimi sovrstniki, kar vas avtomatsko dela bolj konkurenčno na trgu dela in bo vaša prihodnost svetla. Tin, Mladinski svet, pa poplava, pa okoljska
komponenta. Danes smo zelo okoljsko osveščeni. Morje, poplava, morje priložnosti, poplava priložnosti. Pa še dan zemlje pride. Ne? Ja. Ne vem, jaz bom v bistvu sam povzel to, kar je Sabina povedala. Bodi aktiven, delaj tisto, kar te zanima, čim manj posluša drugih oziroma ne se spravi testira. In pa ja, ko je priložnost, jo izkoristi, kakorkoli. Tudi če prva ne bo prišla čez, bo druga, tretja ali pa Osmič. tisoča. Ja. Hvala lepa. Bomo šli k drugi največji fanci za tem omizjem. Ja, Nina, mislim, da izvoli. moramo biti res proaktivnost, ustrajnost, tudi recimo, ki je rekla gospodična, da ni dobila prakse. Meni se zdi to še nekaj, da te bolj spodbudi, da še bolj iščeš, mogoče še kakšne boljše priložnosti pa ali pridejo, sodelovati čim več v društvih, na projektih, pa hoditi na razne okrogle mize, kot je ta danes, ali pa tudi na kakšne druge srečanja, ker vsak dan nekaj novega zvemo, kar nas lahko pripelje do novih priložnosti. Med nami mladimi, tudi najmlajši, Klemen, po srcu, a ne recimo. Ampak ja. Kar bi tukaj jaz izpostavil, je ta globalna dimenzija, no, za konec. Se pravi, danes Slovencov nas je 2,5 milijona, ki govorimo slovenščino kot materni jezik, 2 milijona državljanov približno. Svet ima 7400 milijonov ljudi približno. Mi smo del enega velikega sveta in če želimo razumeti, kam gre ta svet, če želimo biti del tega procesa, če se želimo razvijati na svojem področju, magar kot kmet ali pa kot pravnik ali pa kot karkoli drugega, se moramo vklopiti v te globalne tokove. In Evropski parlament omogoča mladim, da se vklopijo v 500 milijarde ljudi veliko skupnost, to je Evropska unija, da izmenjujejo te informacije in še širše gre tudi Erasmus+, ampak še vseeno je še to tudi en majhen del tega sveta. Če želimo razumeti ta svet in če želimo razumeti sami sebe, ker ko greš ti v tujino, sebe začneš videti pa razumeti malo drugače, izkoristimo te priložnosti, ker bomo lahko veliko več naredili za svojo prihodnost in tudi zagotovili, da bomo lahko živeli tako, kot želimo živeti, ker svet se hitro spreminja, veliko novih stvari prihaja in pomembno je, da se tudi Slovenci tega zavedamo in da smo del tega procesa in tega toka. Tako da vas podbujam, da se vklopite v to evropsko dimenzijo in izkoristite te priložnosti, ki jih imate. No, še z moje strani, v imenu Slovenske tiskovne agencije in tudi z mojega stolčka, lahko rečem, tudi v imenu informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Vsi ste zelo velike face in ker ste tako velike face, vas seveda vabim, da ostanete še na kakšnem sladkem prigrizku, na neformalnem srečanju sedaj, ki sledi okrogli mizi. V zadnjih mesecih smo velikokrat izgovorili ime in priimek, ki simbolizira zelo, zelo dolge skoke. Zato si želim, da bi tudi na tem področju imeli veliko Petrov Prevcev, ki bi skočili daleč, daleč iz domačega kavča. Hvala lepa in srečno.